No in to je teh 5 appov, brez katerih na poti preprosto ne morem. Cesta, ni važno kakšna, avtocesta, makadamska, veš, na zelo velik načinov je cesta moj dom. Zelo velik se vozim, med jurja pa pol kilometrov na teden, več kot 5 jurjev na mesec in valjda na letni ravni tam med, jaz bi rekel 70 pa 80 tisoč. Kolikega časa to pobere, ti sploh ne bom šel računat, kem pol sam začel malo gruntati, a sem sploh še normalen. Pa da ne zgubljam besed o službenih poteh, če izvzamemo te ekstremne razmere, v katerih smo se znašli, potem velja, da vsako leto opravim, dajmo reči, nekje med 60 pa 80 leti, med 70 pa 80 dni na leto me tudi ni doma. Pravzaprav ti hočem povedati, da zelo veliko potujem. In zakaj za hudiča ti to razlagam? Veš, to je pa zelo tesno povezan tudi s tvojimi vprašanji. Mislim, dejstvo je, da si vsi želimo, tudi če kam gremo, pa nismo v dobi svojega doma ali pa pisarne, želimo ostati povezan. In če želiš ostati povezan v trenutku, ko nisi v dobi svojega doma ali pa pisarne, prej slej prijemo do česa. Je do telefona. In zdaj, kdor me spremlja vsaj malo dobro ve, da že nekaj časa, več let ustvarjam s Huawei, v tem trenutku, v teh mesecih, letos ustvarjam s P40 Pro, ampak danes nismo zato tukaj, da jaz razlagam o tem, kaj vse ta telefon zmore. Če sem vsaj na pol dobro upravil svoje delo, to menda že veste. Danes pa pojasnim, obrazložim, katere aplikacije jaz uporabljam, ko sem v Gankje. Saj sem prej že začel to temo. Na poti. Zdaj pa, če nimaš nič proti, mene že malo zebe, dajmo se prosim premakniti v okolje, ki ga mogoče tudi že poznaš iz vloga, pa bom tam razlagal naprej. Ok, pojmo. A veš, želel sem si ukrepati že samo zato, ker se zgodi, zdaj res na pamet govorim, 10krat ali pa 20krat na teden, da mi pišete. Pravite, da vas pač zanima, da bi si kupili enega od teh sodobnih Huawei-ev, včasih pa 40 Pro, včasih je drugega. Pa se razumem, da se usuje plasenih vprašanj, ker se mi zdi, da po vsem tem času, ko spremljate Komotor minuto, pa res veste, da je telefon na veliko različnih načinov dejansko center mojega ustvarjalnega življenja. Še vedno. In glavno vprašanje vedno in brez izjeme je, Ciril, kako se zdaj znajdeš? A imaš vse aplikacije, ki jih rabiš? Kje pa dobiš vse aplikacije, ki jih rabiš? A ti pol to dela? Verjemi mi, jaz s tem telefonom zdaj živim že nekaj časa in ne pogrešam nič. In da se zdaj ne bomo posvečali, kako točno do kakšne aplikacije, prosim lepo, poglej moj vlog v Huawei Mate XS, tam razložim vse. Mi pojmo pa na 5 aplikacij, brez katerih, ravno zato, ker sem mobilen non-stop ali v luftu ali na cesti, 5 aplikacij, brez katerih ne morem. In vseh teh 5 normalno uporabljam, zato ker sem jih najdel v Huawei App Gallery. Štekaš? Tukaj jaz dobim vse, kar jaz pač nucam, da lahko ustvarjam, da lahko živim, da komuniciram, da ostanem povezan za aktualne stvari, ki me srečajo na poti, ali pa pač kjerkoli že sem, tudi doma lahko. Zdaj pa po mojem najboljš vmes, ker razlagam, da jaz posnamem zaslon, pa ti pol ta klip pokažem, ne? Ker zdaj takole kazati stvari, to je malo štorast. Se strinjaš? Ok, dajmo začeti. Aplikacija številka 1, brez katere ne da ne morem biti, ampak nočem biti, ker če si veliko na cesti, je fajn, da si potem tudi informiran, kaj se na cesti dogaja. Drži? No in app, ki ga uporabljam, da sem na tekočem, ker sem na cesti, je Dars Promet Plus. S pomočjo te aplikacije si na tekočem, ki pride do stvari, ki jih moraš vedeti. A so to zastoji, stanje na mejnih prehodih? Dobro, to zdaj mogoče ne toliko. Moram pa priznati, da sem bil navajen na AMZS, tako da AMZS, nehite se obotavljati, jaz to rabam. In grede, ko pogledaš Slovenijo, ne, takole na hitro se ti zdi, da mater vola. Pa se sam dela pri nas, le to. Sami trikotniki. Pa se veš, prometna poročila, zdajle, zaradi nadzora prometa zastoj na Gorenjski avtocesti med predborom Karavanke priključi Mesenicam zahodu proti Ljubljani, žival na cesti ovira promet na Dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež proti Obrežju. Druga aplikacija, Petal Maps. To aplikacijo uporabljam predvsem zato, ker se mi zdi zelo priročna, intuitivna, pa tudi dost napolnjena z informacijami, ki jih rabam, ker jaz za veliko stvari vem, kje so. Ampak vsakega časa pa česa vse ne veš, zato ker mislim, nimaš zemljevida tukaj noter. Poglej, takole na hitrico zgleda, dajem print screen, da boš lažje videl, kaj vse lahko noter imaš. A drugače, kaj je mBills, to veš, ne? mBills je pravzaprav mobilna denarnica. Jaz sem se dolg časa od tega probal stran držati, ampak na koncu pa popustiš, zato ker je, mislim, tako hudičo uporabna, da brez veze. Ok, gremo naprej. Menda ti zdaj ne rabim kazati, zdaj, kako to točno zgleda, ne? Sej verjetno mrzdo od vas to že uporablja. Dajte roko gor, če... Ja?
Ne? Aplikacija številka 4, ki sem jo snel s Huawei App Gallery, je Taxi Metro Ljubljana. Zdaj te seveda zanima, kva hudiča pa ti človek rabiš taksi? Lej, dejstvo je, da jaz doskrat zamenjam avto. Ni to vedno na enem prostoru, se moš nekam spraviti. Pogosto uporabljam ali zložljiv kolo, strida, by the way, zakon, ali pa skate, ampak včasih imaš pa dež, plundro, sneg, pač slab vreme in ne bi zdaj ti na rolki pičil čez Ljubljano, razumeš? No in v takem primeru je nekaj takšnega dobro imeti na dosegu roke. In to je to, tudi tukaj ne bomo komplicirali, ne? Pač aplikacija, s katero si lahko urediš taksi prevoz takole. Ok, zadnja aplikacija, katere delovanje ti pa sploh ne bom kazal, zato ker je na nek način zelo zasebna, je pa NLB Klik. Spletna banka, ne? No in sodoben človek je ponovadi rad tako naštiman, da ene stvari pa res lahko z naslanjača narediš, ne? Recimo plačaš račune. NLB, se ne bi bilo nič narobe, če bi imeli tudi Klik Pro, ne? Za poslovne uporabnike. Kva pravite? A se že kaj dogaja? Ali kaj se dogaja? A? No in to je teh 5 aplikacij, ki sem jih snel z App Galleryja, mimogrede slovenskih aplikacij, ki jih slovenski useri veliko uporabljate, je tukaj kar nekaj. Verjamem, da še ne vse. Je pa res, da se zelo veliko dogaja, da jih bo zelo kmalu še veliko več. To tudi drži. A naredimo en hiter recap. To se pravi, da sem prometno obveščen v situacijah, ki so ali pa niso na cesti, Dars Promet Plus. Da lahko plačujem kjerkoli sem, praktično vse imam M-Bills. Če se je treba kam premakniti, pa zunaj ščije, pa ne morem na skate, je pol Taxi Metro. Če hočem svojo ritko spraviti na lokacijo, ki ne vem čisto točno kje je, pol Petal Maps, pa zato, da lahko položnice plačam NLB Klik. No in to je teh 5 appov, brez katerih na poti preprosto ne morem. Mislim, nočem biti. Verjamem, da bo ravno zaradi tega vloga prišlo v moj nabiralnik še več vprašanj, ampak upam, da se pa pol vse skupaj malo pomiri. In to je vse za danes, ker sem bil itak že predolg. Lepo se imejte. Ajde.